No in zdaj se nahajamo že v samem delu, ali pa bolje rečeno delčku velikega novega naselja imenovano Seestadt. In kot vidite tu naravnost, so ta objekt zgradili izključno s pomočjo lesa. Torej, tu že vedo, zakaj imajo les in zakaj ga potrebujejo in zakaj ga proučujejo. Morda je tudi del tega lesa iz naših gozdov, nikoli ne veš. Pa mi se bomo zdaj odpravili tukaj, da vam pokažemo, kaj vse so postorili v tem času, ko nas ni bilo tukaj. Mi se nahajamo na Dunaju v tako zvanem 22. okrožju ali, kot pravijo, Olimpijcirku. In tule boste videli kar nekaj zanimivih objektov, ki jih gradijo za bodoče prebivalce mesta Dunaj. In sicer naj bi jih bilo, kot že rečeno v prejšnjih prispevkih, preko 20.000 in tudi tamle preko 10.500 stanovanj naj bi zgradili. No, to je eno od gradbišč, kjer se pripravlja gradnja še ene stolpnice. In treba je vedeti, da to ni, kot tudi že povedano, čisto navadno spalno naselje. Ravno nasprotno, gre za področje, kjer misli mesto Dunaj zgraditi za svoje potrebe nov razvojni inovacijski center novih tehnologij. Namreč tudi objekti, ki tukaj vidite na teh posnetkih, so grajeni z najnovejšimi materiali in tudi ustrezno prilagojeni novemu času in novim tehnologijam. No, tudi, kot vidite, imajo v samem mestecu Seestadt tudi svojo mini zdravstveno ustanovo, ker se žal nikoli ne ve, kdaj bo en od teh (20.000) in več prebivalcev Novega mesta zbolel. No, mi pojdimo nekoliko naprej in seveda sedaj smo še vedno v področju objektov, ki se še gradijo. No, ti so, pa ta objekt, ki ga vidite tukaj, je nekoliko bolj razkošen in ima samostojne terase. No, mi pa bomo zdaj zavili po tejle ulici in sicer zaradi česa, da vam pokažemo že izgrajeni del mesta, bolje rečeno delujoči del mesta, v katerem delujejo že vrtci, šole, socialne ustanove, ustanove za zaposlovanje in seveda vse, kar je potrebno za urejanje in vodenje mesta Dunaj. No, tukaj na levi strani lahko opazite eno od takih inštitucij, kjer se pridejo prijaviti tisti, ki želijo pridobiti ali socialno pomoč ali pa se pozanimati, kakšne možnosti imajo, da bi se lahko tukaj ustalili. No, kot rečeno že, je Seestadt posebno
mesto, ki ga je Dunaj začel graditi pred leti in kot pravijo, naj bi ta 22. okrožje dogradili tamle leta 2023. No, mi se počasi bližamo Vstopni ulici. No, vidite, to je dokaz, da avtobusni promet lokalni že deluje, torej je to mesto, ki v bistvu ima vse urejeno za bivanje, ki so pomembne za delovanje nekega mesta. Naravnost, vidite objekt, ki se lahko pohvali tudi z tako zvanim zaščitnim varovalom proti soncu. In torej je v tem delu res upoštevano vse, skoraj vse, kar je potrebno, da bo mesto zaživelo v ekološko primerni ravni. In tukaj vidite glavno vstopno in izstopno ulico do objektov, ki so že zgrajeni. No, to je bil naš utrinek iz Zeštata z namenom, da vam pokažemo, kako se v bistvu kompleksno razmišlja v mestu Dunaj. Namreč tu vedo, da lahko dobijo delavce izključno le v primeru, če bodo jim ustvarili ustrezne pogoje za bivanje in življenje. In oni, kot vidite, so jim ustvarili. No, tu naravnost je garažna hiša, ki je tudi kljub velikim področjem na voljo mestnemu prebivalstvu. Mi bomo stopili še nekaj korakov, da vidite, kaj vse so pripravili v Zeštatu za svoje nove prebivalce, ki pa jih, da boste vedeli, strukturno naseljujejo. Kaj to pomeni? Pomeni, da v bistvu si ne dovolijo in ne želijo omogočati geto sistemov, zato so tudi vsi tile prostori zgrajeni tako, da v bistvu lahko vidite, tule je avtobus Zeštat 84A. Torej, promet deluje, vse deluje. In to je bil naš posnetek posebej za vas iz Zeštata po enem letu. In morate priznati, da so se stvari res premaknile in da imajo v tem mestu, bolje rečeno na Dunaju, vse pripravljeno za to, da bodo lahko prebivalci živeli v ustreznem in primerno razvojnem okolju. No, želim vam pokazati še eno stvar, in to je, da boste videli, da imajo tudi že zgrajeno osnovno šolo, pa vrtec, pa igrišča, torej skoraj vse, kar
imajo veliki. In Dunaj je mesto, ki celo omogoča, poglejte, da imajo trto. No, ne vidimo veliko grozdja, ampak morda bo čez nekaj let grozdje zraslo tudi na tem delu, ki so ga posadili tukaj. No, še nekaj korakov in morda še tole. Tukaj lahko najamete takšna kolesa, da se z otroci ali z tem, kar ste nabavili, lahko popeljete po mestu. No, to je naprava, s katero uredite vse potrebno za najem koles, ki jih imamo tudi v Sloveniji. No, tole na tem delu je osnovna šola in tamle naravnost je vrtec z igriščem in mi smo seveda v čisto drugem delu že tega naselja, ki je v bistvu pa že naseljeno in omogoča prebivalcem normalno življenje in tudi normalno delovanje. Lepo se imejte iz E-štata in morda bomo drugo leto uspeli spet priti v to mesto, da pokažemo onim tam na sončni strani Alp, kako se razmišlja s polno glavo, če želiš skrbeti za svoje prebivalstvo. Lepo se imejte iz Novega mesta, E-štat pri Dunaju. Nasvidenje.